Mladi na otroškem parlamentu o poklicni prihodnosti. Zavod Za vas živim o osamljenosti in osebnih stiskah otrok in mladostnikov. Aktivnosti ob letošnjem dnevu ledvic bodo okrnjene. Slovenski rokometaši do 18 let na domačem evropskem prvenstvu v skupini z Islandijo, Italijo in Srbijo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Včeraj je v Celjskem narodnem domu potekal občinski otroški parlament. Letos je bil jubilejni že 30. po vrsti. Mladi so razpravljali o poklicni prihodnosti. Tema pa je, kot ugotavljajo organizatorji, pritegnila še več pozornosti mladih kot v preteklosti. Ob koncu včerajšnjega zasedanja so izvolili tudi predstavnike, ki bodo občino zastopali na regijskem otroškem parlamentu, ki bo konec tega meseca v Štorah. Na letošnjem občinskem otroškem parlamentu so zasedali otroci 12 šol iz Celja, Dobrne, Vojnika, Štor in Frankolovega. S projektom, ki letos praznuje že 30-letja, tako učencem ponujajo prvi stik z demokratičnim odločanjem in zavedanje, da lahko vsak posameznik prispeva k napredku v družbi. Letos je 30. otroški parlament, jubilejni, in mislim, da je ena najbolj zanimivih tem, kar smo v zadnjih letih imeli, ker to je moja poklicna prihodnost, ker so šole prvič, kar se jaz spomnim, pa že tu 30 let hodim, prosile, če lahko pripeljejo večje število učencev, ker jih je to že na šolskih parlamentih izredno zanimalo. Ravno o tem smo se že v uvodnem delu pogovarjali, da verjetno marsikdo ne bo opravljal poklica, ki ga je končal, ker so določeni poklici že preveč ljudi, ustvarjajo se novi poklici, verjetno pa, ko bodo tile otroci šli v življenje, ko bodo končali šole, bodo poklici, o katerih danes niti ne sanjamo. Odslej se bodo na otroških parlamentih o posamezni temi pogovarjali 2 leti. Prvo leto dajo sklepe oziroma se dogovorijo o sklepih, tudi določeni se zadevajo iz šol in občin in še više. Naslednjem letu se pa ugotavlja, kako so ti in če so ti sklepi uresničeni. Skratka, to je res neka demokratična pot, otroci se že na tej stopnji šolajo, se dogovarjajo, sklepajo za naprej. Tudi tokrat so po začetnem kulturnem programu dejavnosti potekale v 3 skupinah oziroma delavnicah. Vsaka se je dotaknila svojega področja, vse pa so bile povezane s poklici. Udeležila sem se ga, ker rada ga govorim, pa ker je to tudi zelo pomembno za vse nas. Zelo sem zadovoljna, da sem lahko sploh naprej prišla. Najprej smo imeli kulturni uvod, učenci so imeli glasbene točke, potem smo pa imeli delavnice, v 3 skupinah smo bili vsi. Jaz sem bila v tej delavnici tukaj, smo pa se ukvarjali z poklici prihodnosti, kateri bodo najbolj povpraševani, pa koliko se sploh učimo o poklicih v osnovni šoli. Letošnja tema je bila zanimiva. Prišel sem zaradi tega, ker se učiteljem zdi, da sem dovolj zgovoren. Zanimivo zaradi tega, ker smo lahko sodelovali, nismo delali sam po sebi, smo imeli skupine, pa smo skupine združili, da smo predstavljali med seboj. V programu otroškega parlamenta o podpori mentorjev in prostovoljcev sodelujejo učenci in dijaki večine slovenskih šol. Poleg zavedanja o demokraciji dobijo slednji precej znanj tudi o človekovih in državljanskih pravicah. Izbrali bomo iz vseh šol, iz vsake šole po enega učenca, ki gredo na regijski otroški parlament. Ta je letošnje leto 16. marca v osnovni šoli Štore. Od tam pa spet naprej, tam se nam pridružijo še ostale šole, tako da je vsega skupaj okrog 19 šol iz širše regije in bodo izbrali 6 poslancev za državni parlament, ki bo pa 6. aprila v Ljubljani. Ogledajo si državni zbor, vse dvorane, se spoznajo zgodovino, malo tudi parlamenta in zbora, skratka, zelo zanimivo je zanje.
V prostorih Dom Boskovega centra v Celju je danes potekala okrogla miza o nezaposljivosti, izobraževanju, pasteh virtualnega sveta, osamljenosti in osebnih stiskah otrok in mladostnikov. Organizator srečanja je bil zavod Za vas živim, ki že 20 let tudi na Celjskem izvaja program PUM, projektno učenje mladih. Številni mladi se srečujejo s stiskami, njihove življenjske zgodbe so nepredstavljive, velikokrat zelo žalostne in se zdijo brezizhodne. A že 20 let poteka v Celju program PUM, projektno učenje za mlajše generacije, ki pomaga mladostnikom najti iskrico upanja. Zdaj, po zadnji evalvaciji, ki je bila lansko leto opravljena, je več kot 25% vseh udeležencev, govorimo na slovenskem nivoju, uspešnih na izobraževalnem področju, tam okrog 50% pa na zaposlitvenem področju, tako da program je prepoznan kot uspešen program. Kako pa je na Celjskem s tem programom, kako ga prepoznajo ljudje? Seveda, program vendarle deluje že 20 let, tako da smo prepoznani. Zelo dobro sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje, ki nam tudi napotuje mladostnike, bom rekla večino mladostnikov. Imamo pa zelo dobre stike tudi s srednjimi šolami, kjer recimo napotijo mladostnike, ki jim ne gre, ali kot določen, bom rekla, preventivni ukrep. Sodelujemo tudi z zdravstvenim domom, s centri za socialno delo. Ja. PUM poteka celo leto, predvidoma za obdobje 10 mesecev, vanj pa se lahko vključijo kadarkoli. Program je za udeležence brezplačen, namenjen pa mladim med 15 in 26 letom. Pač v bistvu pri nas v programu resnično mladostnik pride in mi ga spoznamo na tem v tistem trenutku, kjer pač je. In naša res največji uspeh je ta, da uspe korak naprej narediti. Se pravi, ga spremljamo, ga opolnomočimo tam, kjer nekako čuti, da ima manko. Nekdo ne pozna poklica, nekdo ne ve, kaj bi sploh v življenju počel. Treba je delati na tem. To delamo predvsem individualno, da se pogovarjamo z njim, da mu dajemo različne možnosti, da spozna kaj novega, da se učimo in urimo v rednosti, v točnosti, da imamo nek sistem, kjer mora nekdo hoditi, recimo za pridobitev zaposlitve, tu je potrebno, da vsak dan nekdo pride. Ni pa nujno, da kakšna institucija pošlje mladostnika sem, lahko tudi so pobudniki starši, mogoče mladostnik celo sam. Tako, vedno vsi, je pa res, da v bistvu pri nas vsak, ki sodeluje, ker smo pač del aktivne politike zaposlovanja, podpiše pogodbo z Zavodom za zaposlovanje. To je prva stvar, se pravi mladostnik, tudi če pride, pa še ni prijavljen na Zavodu za zaposlovanje, se mora najprej iti tja, prijaviti v evidenco. Zdaj tukaj sta dve možnosti, evidenca brezposelnih ali pa evidenca iskalcev zaposlitve. Nekdo, ki ima še status dijaka, se pravi se izredno izobražuje, se lahko prijavi na Zavod za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve. In to je potem nek temelj, da se lahko vključi k nam, pripravi se pogodba z Zavodom za zaposlovanje in to podpiše in to je začetek. Program PUM je sofinanciran tudi s sredstvi Evropskega socialnega sklada. Drugi četrtek v marcu v Sloveniji in po vsem svetu potekajo aktivnosti ob svetovnem dnevu ledvic. Letošnja tema je zdravje ledvic za vse in povsod, od preprečevanja do zgodnjega odkrivanja in enakega dostopa do obravnave. Namen je osveščanje ljudi, s čimer si želijo zaustaviti epidemijo kronične ledvične bolezni in zmanjšati njene posledice. Zaradi respiratornih obolenj in omejevanja širjenja virusnih okužb v zdravstvenih ustanovah velja letos poseben režim dostopa tudi v zdravstveni dom Celje. Organizatorji kampanje ob svetovnem dnevu ledvic so se zato odločili, da bodo letošnje aktivnosti v zdravstvenih domovih omejene zgolj na komuniciranje z mediji. V četrtek 12. marca tako meritve ne bodo potekale. Kampanjo ob svetovnem dnevu ledvic bodo v polnem obsegu znova izvedli prihodnje leto. Celje bo od 13. do 23. avgusta gostitelj Evropskega prvenstva za rokometaše do 18 let. V Celjskem narodnem domu so dopoldan izžrebali 4 skupine s po 4 reprezentancami. Slovenija bo v skupinskem delu igrala v skupini A z Islandijo, Srbijo in Italijo.
Slovenski strokovni štab je po žrebu iz 3 bobnov izbral skupino A z Islandci, Srbi in Italijani. Bom rekel tako, gre za prvo tekmovanje te generacije večje, kjer bojo vse reprezentance prisotne. Tu gre seveda tudi za to, da mogoče te reprezentance malo bolj poznamo, z njimi smo že igrali. Naprimer ene Švede, Špance, niti nismo še občutili. Smo nekako želeli, normalno želiš v prvi fazi tekmovanja ekipe, ki jih že nekoliko poznaš, ker potem itak se ostale ekipe pa spoznaš tokom prvenstva. Tako da osnovni cilj je pač prijeti iz grupe ven, mislim, da je bila zaradi tega to najlažja odločitev. Tako da ja, nekako se nam je tudi poklopilo, da smo imeli točno to željo in smo veseli, da je tako. Mislim, da je to nek dober obet za samo prvenstvo. Skupino, kad smo jo dobili, to smo tudi načrtovali prej, upali smo na te tekmece, tako da pričakujem boj za prvo mesto v skupini. Slovenski selektor Sandi Markl je generacijo letnikov 2002 prevzel lani poleti. O možnostih te generacije pa je vsaj zaenkrat še prehitro govoriti. Gre za generacijo, ki je specifično slovenska, imamo zelo veliko dobrih srednjih zunanjih krilnih igralcev, mogoče nam primanjkuje, tako kot vedno, kil in višine, ampak mislim pa, da je tudi to prvenstvo nek začetek tega, glavni cilj je pa pripeljati čim več teh fantov do članske reprezentance. Tako da zdaj konkretno v cilju, tako sem že rekel, prva želja je prijeti iz grupe ven med 8, tam gre pa itak pol, vsaka tekma specifika za sebe in je težko karkoli napovedovati, ampak ja, seveda čim više želje med nami so sigurno visoke, glede na to, da je prvenstvo doma, ampak ne bi pa rad napovedoval nečesa, kar nimam čistočnega pogleda, zato ker ne poznamo detaljno vseh reprezentanc, ki bodo prisotne na prvenstvu. Letošnje Evropsko prvenstvo do 18 let bo že 5. zaporedno prvenstvo mlajših kategorij, ki ga bo gostilo Knežje mesto. Leta 2017 smo začeli s prvo organizacijo Evropskega prvenstva in nadaljujemo vsako leto. EHF v nas vidi enega dobrih organizatorjev, če ne celo ene najboljših za mlajše kategorije. Tu imajo igralke in igralci za res izvrstne pogoje, tako kot bližine, hoteli, dvorane. Vse, moram reči, res na zelo visokem nivoju in mislim, da bo tudi letos to prvenstvo tako uspešno, kot so bila vsa pretekla. To, da se nam je Evropska rokometna federacija zaupala organizacijo novega prvenstva mlajših starostnih kategorij, dokazuje, da imamo v Celju izjemno izkušeno ekipo, kar se tiče organizacije. Nam je pa v bistvu to všeč, ker je to na nek način dokaz, da je Celje prestolnica slovenskega rokometa. Pred dnevi je Svetovna rokometna zveza Celju zaupala tudi organizacijo svetovnih prvenstev za mladinke leta 2022 in mladince leta 2025. Ko smo dobili informacijo iz Kaira, je bilo to za nas zares eno veliko priznanje, da smo pridobili organizacijo 2 svetovnih prvenstev, kar pomeni tudi izjemno velik zalogaj. Se bo na teh prvenstvih sodelovalo 32 reprezentanc, igralo se bo tudi v Velenju in v Laškem, tako da bo en velik zalogaj za vse nas, organizatorje, ampak vseeno. Mislim, da smo ekipa dobra, da se bomo potrudili, da bo to na najvišjem možnem nivoju. Ekipa, ki deluje v organizaciji v Celju, je izjemno izkušena. Nazadnje so to ljudje, ki delajo v rokometnem klubu Celja, Pivovarna Laško in v rokometnem klubu z dežele, tako da točno vejo, zakaj in kako se tem stvarem streže. In poskušali bomo to ohranjati, dokler bo pač interes ne samo na našem, ampak tudi na strani Evropske in svetovne mednarodne federacije. Celje pa bo leta 2022 tudi gostitelj ene izmed skupin Evropskega prvenstva za članice. Mislim, da je to bi moral biti prvi vrhunac tega zadnjega obdobja. Ne pričakujemo nobenih držav, Celje je rokometno mesto in mislim, da bomo vsi skupaj lahko leta 2022 uživali. Letošnje Evropsko prvenstvo za fante do 18 let bo v dvoranah Golovec in Zlatorog potekalo med 13. in 23. avgustom. Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, meja sneženja se bo dvigala. Padavine bodo sredi dneva postopno slabele in popoldne ponekod ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, ponekod v severni Sloveniji pa nekaj stopinj nad ničlo. V noči na soboto bo prehodno spet nekaj padavin, predvsem na jugu države. V soboto bo sprva oblačno, popoldne pa se bo od severa postopno delno razjasnilo.
Predvsem na vzhodu bo možna kakšna popoldanska ploha, v nedeljo kaže na dokaj sončno vreme. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost. Jutri je že petek, potem pa vikend, torej več kot dovolj razlogov za veselje. Če pa želite sveže informacije, pa bodite z nami ponovno jutri v dogodkih dneva na televiziji Celje. Hvala in srečno.